Vsak izmed nas je v življenju dal skozi take in drugačne stvari. Zakaj bi se česa sramovali? Ko enkrat zavzamemo neko tako stališče, smo res lahko ponosni na to, kar smo. Kaj vas najbolj žalosti, bodi si na delavnicah, bodi si kot mediator, bodi si kot logoterapeut? Zelo boleče je, kadar pridejo ljudje s kakšnimi res težkimi življenjskimi zgodbami, težkimi izkušnjami. Kako najti smisel v tem kaotičnem življenju? Da prepoznavamo neke smiselne naloge, ki so nam zaupane v življenju, neko poslanstvo. Življenje vedno zahteva neko aktivno držo. In zdaj, če mi pademo v pasivno držo v odnosu do življenja, seveda se življenje potem poplitvi. Moram biti aktiven, moram nekaj dati. Pred nami je nova epizoda Robinovega podcasta z Martino. Dober dan, pozdravljeni in seveda povabljeni v našo družbo. V življenju se mi vsi veselimo lepih trenutkov, srčnih trenutkov, ko nam je, kot radi rečemo, z rožicami postlano. Kaj pa takrat, ko se nad nas zgrnejo temni oblaki in ko moramo še vedno poiskati smisel življenja? Ja, prav v smislu življenja bomo govorili danes, o smislu in upanju, o trenutkih, ko moramo v sebi dobiti toliko moči, da rečemo življenju ja. In velikokrat je življenju rekel ja, oziroma mu vedno znova pravi ja. Moj današnji gost, magister Martin Lisec, dober dan, voščim. Dober dan. Logoterapeut, psihoterapeut, mediator, predavatelj. Pravzaprav ta seznam je kar dolg, čeprav se bova midva danes osredotočila predvsem na logoterapijo. Pa za začetek, a je logoterapija poiskala vas ali vi njo? In kaj pravzaprav logoterapija je? Zdaj, kdo je koga poiskal? Je težko reči. Je težko reči, čeprav v nekem smislu tudi ne. Namreč utemeljitelj logoterapije Viktor Frankl je bil rojen 26. marca in tudi jaz imam rojsten dan 26. marca. Tako da neka ta, ne vem kakšna povezava je očitno bila že v vesolju prej. No, moram pa reči, da ko sem bil študent teologije v 80. letih, ko so začele izhajati prve knjige, torej prevodi prvih Franklovih del v slovenščini, sem takrat te knjige dobesedno požiral. So vas poklicale? Ja, so me poklicale, sem jih dobesedno požiral. V tistem smislu, ko sem bral, da je znal nekdo izraziti tisto, kar sem jaz čutil, pa bi izrazil na podoben način, če bi bil sposoben takrat to izraziti. Sicer je pa logoterapija ena od psihoterapevtskih modalitet, utemeljitelj je dunajski psihiater Viktor Frankl, priznana modaliteta, rečemo je tudi tretja dunajska šola psihoterapije. On je rekel v življenju da. Moral se je odločiti, moral je preseči trpljenje. Tako, on je rekel v življenju da. Ta njegova življenjska izkušnja po eni strani zgodba uspešnega življenja, pa hkrati zgodba tudi tragičnega življenja in ja, pod črto je rekel v življenju da. Skratka, Frankl je bil rojen leta 1905 na Dunaju, bil je gimnazic, študiral je medicino, bil je zelo uspešen pri tem, prebil se je v neko intelektualno smetano medvojnega Dunaja, zelo zgodaj je postal predstojnik psihiatričnega oddelka Dunajske klinike, ne vem, pri 32-33 letih in pa v 40 letih se je potem tudi poročil. Kar pomeni, da če tako pogledamo, vse, kar je bilo odvisno od njega, je nekako teklo. Sprejemal neke smiselne življenjske odločitve, rezultati so bili dobri in tam pri 30-35 letih je imel pravzaprav življenje na dlani. Nek ugled v družbi, kariera mu je bila odprta, urejeno osebno življenje. Ampak zgodila se je vojna. Tako, zgodilo se je nekaj, na kar ni imel nobenega vpliva, zgodila se je druga svetovna vojna in on je bil Jud. In tako kot mnogi drugi Judi z Dunaja, večina Judov z Dunaja, je bil tudi on
sicer med zadnjimi, leta 42 interniran, ampak ne samo on, ampak tudi njegovi domači, oče, brat, mama in pa žena. Sam je bil najprej v Terezijenštatu, pa potem v drugih taboriščih nacističnih druge svetovne vojne, tudi v Auschwitzu. No in ko je bilo konec druge svetovne vojne, on je preživel, sicer nekajkrat zelo bolan, nekajkrat je bil čisto na robu, ampak je preživel, je pa ugotovil potem, ko je preživel, da so pa vsi njegovi pravzaprav umrli. Ne, oče, brat, mama in pa tudi njegova žena. In potrebno je bilo poiskati smisel. Zakaj in kako naprej? Tako, kako naprej. Nekje tam Frankl piše, da ko je to ugotovil, da ni vedel, kaj ne naredi v tistem trenutku. A ne gre na prvi most in se obesi, ali ne se vrne na Dunaj in začne vse znova. Ne, pa zanimivo bilo, da je Frankl prav v tej osebni izkušnji, preko te osebne izkušnje, ugotovil tisto, kar je sicer kot psihiater že prej razvijal, že prej delal. Ne? On je v 30 letih prejšnjega stoletja ob tisti veliki gospodarski krizi, ne, ko so ljudje množično, tudi mladi, delali samomore, on je bil med prvimi, ki je začel delati s samomorilci, ki je vzpostavil neke programe za mlade, neke skupine, kjer so odkrivali smisel življenja. Skratka, to vprašanje smisla ga je v strokovnem smislu spremljalo že prej. Ne, ampak prav ta njegova izkušnja taborišča je pa, ga je pa privedla do nekega spoznanja, da smo ljudje ena taka zelo zanimiva bitja, ne, vsak izmed nas, ne, da smo sposobni tudi v zelo težkih situacijah, torej premagati neke zelo težke situacije, če v njih odkrijemo nek smisel. To pomeni, če v njih najdemo nek pomen, če jih z neko smiselno možnostjo integriramo v svoje življenje. Se pravi, ko je človek v težki situaciji, je nujno, da išče smisel, poišče smisel, potem je pot iz te težke situacije lažja in morda enostavnejša, bodi si, da si poišče pomoč, bodi si, da se z težkimi trenutki spoprime sam. Kaj pa, ko živimo v blagostanju, a je tudi smiselno takrat iskati smisel? Ja, tudi v blagostanju je zelo pomembno iskati smisel oziroma zauzemati neko stališče sploh do nekega velikega blagostanja, če se nam zgodi. Ne, to je še posebej razvila Franklova učenka Elizabeth Lucas v 70-ih, 80-ih letih prejšnjega stoletja. Ne, to pomeni, tako do trpljenja je pomembno, da ljudje zauzamemo nek odnos, ne, neko stališče. Frankl je rekel, da se v trpljenju, da lahko v trpljenju odkrivamo, prepoznavamo smisel s tako imenovanimi vrednotami stališča. To pomeni, da pogledam na trpljenje ali pa poskušam pogledati na trpljenje z nekega drugega, drugačnega zornega kota. Elizabeth Lucas je pa dodala, da je potrebno zauzeti stališče tudi do nekega pretiranega blagostanja, če se nam pač v življenju zgodi. Ampak če živimo, bom rekla, normalno življenje, gremo vsak dan v službo, smo v zadovoljivem partnerskem odnosu, stvari štimajo, pa pravite, da pridejo vseeno ljudje do vas, ko se začnejo spraševati o smislu, zakaj nekaj počnem. Zakaj pridemo do te točke? Do teh vprašanj? Do teh vprašanj pridemo zaradi tega, ker je življenje preprosto živo in ker smo ljudje živi. Ne? In seveda so obdobja življenja, oziroma obdobja v življenju, neka obdobja miru. Elizabeth Lucas je rekla, da je smislom nekako tako kot zrakom. Ne? Dokler je smisla in smiselnosti dovolj, dokler imamo v vsakdanjem življenju neke razloge za neko mirno življenje, se o smislu niti ne sprašujemo. Ne, ampak vprašanje smisla se v loku našega življenja odpira skozi različna življenjska obdobja. Ne, to pomeni mladi ljudje na pragu življenja, v kaj bomo usmerili svoje življenje. Ne, potem v srednjih letih recimo, ko nekako stabiliziramo svoje življenje, ko otroci odraščajo, se vprašanje smisla odpira na nek nov način. Ne, danes, recimo, eno veliko vprašanje, kako osmisliti tretje življenjsko obdobje. Ne, pred nekaj leti sem imel v nekem vrtcu, je ravnateljica povabila neko skupino za vzgojiteljice, ki so bile 0, 1 in 2 leti pred upokojitvijo. No, in smo se enkrat na mesec dobivali in srečevali in se
pač pogovarjali preprosto o tem, kako se pripravlja na upokojitev. Ne? In je bilo zelo zanimivo opazovati te gospe, kako so pripovedovali o tem, ne, kako razmišljajo o tej socialni upokojitvi. Ne. Ene so se veselile, se spomnim ene gospe, je rekla, joj, komaj čakam, moj mož je že v pokoju, avtodom imava, zdrava sva, kaj vse morava še odkriti v življenju. Ne. Je bila pa neka druga, ki je pa tako vedno z zelo zamišljenim glasom govorila, pripovedovala oziroma zelo malo pripovedovala. Bila zaskrbljena. Ne, to pomeni, vprašanje smisla ne pozna starosti. Ne, in kar pomeni, da v vsakem življenjskem obdobju moramo najti, ali pa smo poklicani, da najdemo neke nove odgovore. Ne vem, ta sindrom praznega gnezda, o katerem velikokrat govorimo. Ko otroci odvrčijo na svoje. In ostaneva sama, ne, kakšen je zdaj najin odnos, s čim ga bova polnila, prej sva imela skrb za otroke, ali pa sploh mame. Ne. Ampak v tem primeru je verjetno prav, da delujemo že preventivno. Kaj pravite? Ja, preventivno delovanje se mi zdi, da je ključno. Ne? In preventivno delovanje, recimo v odnosu, je seveda pogovor. Ker pogovor je tisto eno od najpomembnejših sredstev, načinov, kako ostajamo v stiku drug z drugim. In seveda, ko mi izgubljamo stik, ne, ko izgubimo stik v odnosu, takrat se potem zgodi, da pa pademo seveda v neke svoje mehurčke in se začnejo pojavljati potem tudi ta vprašanja. Pride potem do tujitve, pride potem do občutkov osamljenosti in pa pride potem seveda do tistih globljih vprašanj. Ne, kakšen smisel ima najina zveza, kakšen smisel bom zdaj dal, ne vem, drugemu, tretjemu obdobju svojega življenja in tako naprej. Pa so to vprašanja, ki si jih v resnici zastavljamo v veliki meri? Zdaj, jaz mislim, da ja. Ne? Ker ljudje smo, kot pravi Frankl, oziroma kot pravi logoterapija, torej Frankl se vse skozi spraševal, kaj je v ljudeh specifično človeškega. Zakaj smo ljudje, v čem smo ljudje drugačni od vsega drugega, ne? Vseh drugih živih biti na svetu. In Frankl je prišel do tega, da je ključna ta naša človeška duhovna dimenzija. In ko Frankl govori o duhovni dimenziji, ne govori o religiozni dimenziji duhovnosti, torej o religiozni duhovnosti, ampak govori o antropološki duhovnosti, kar pomeni, vsak izmed nas ima v sebi to duhovno dimenzijo. In po Franklu v to duhovno noogeno, kot jo on imenuje dimenzijo, sodijo vrednote, predvsem svoboda, odgovornost in pa seveda tudi smisel. Ne? In to pomeni, ko pridemo mi do te temeljne človeške dimenzije, potem se seveda vprašanje smisla tukaj noter vedno znova odpre. A veste, sej to so zelo, ne vem, po eni strani zelo preprosta vprašanja, po drugi strani pa tudi zelo globoka vprašanja. Lejte, vsi smo postavljeni pred neke včasih v življenju, ne vedno, ne, pred kakšne težke zahtevne odločitve in takrat tehtamo, ne, kakšen smisel ima, ali pa kako se bom odločil, kakšne posledice bodo imele, oziroma bo imela moja odločitev, če izberem eno ali če izberem drugo. In skratka, takrat se v takih situacijah se potem mi bolj zavedamo oziroma udejanjamo to svojo duhovno noogeno dimenzijo. Pa se pravi, je smiselno, da se sprašujemo o smislu življenja? Je smiselno, da se vprašam, zakaj sem v tej partnerski zvezi, zakaj sem v tej službi, zakaj se ukvarjam, ne vem, s temi in s temi zadevami. Je to nekaj, kar nam na nek način omogoča med drugim tudi rast? Ja, nam omogoča rast. Je pa res tudi, da ta vprašanja niso vedno na enak način intenzivna. Recimo, ravno včeraj sem imel neko izobraževanje in mi je torej ena od udeleženk na tem izobraževanju govorila o tem, kako je spremenila službo. Skratka, kako je v prejšnji službi dolgo razmišljala, se odločala, da bi zamenjala, ne bi zamenjala, in potem, ko je prišla neka nova priložnost, seveda je tehtala ti dve možnosti, kar pomeni, ona se je o smiselnosti prejšnje službe, njenega vztrajanja v prejšnji službi že zelo dolgo spraševala.
Je pa prišel potem nek trenutek, ko je bila pa na mizi, ko je bilo pa potrebno sprejeti neko odločitev. Ne? In seveda vedno, ko se mi odločamo, vedno, ko mi razmišljamo o tudi nekih posledicah potem teh odločitev, vedno so tukaj noter tudi semena vprašanj o smislu in smiselnosti. Kako najti smisel v tem kaotičnem življenju, vsakdanu, ko smo tako rekoč kot na vrtiljaku? Marsikdaj slišimo te besede in verjetno so tudi ljudje, ki prihajajo k vam po pomoč na tem istem vrtiljaku, ko ne veš čemu in zakaj. Res je, ne? Življenje je danes izredno hitro, oziroma sej, vi delate v medijih, vi to bolj veste, ne? Bombardirani smo z vsem mogočim in nemogočim iz vseh strani. Strokovnjaki pravijo, kako nismo več ljudje sposobni fokusa, nismo sposobni koncentracije, kako nismo sposobni prebrati več kot 3 vrstice naslova. Smisel vsega tega. Smisel vsega tega, točno to, a ne. Ja, prav v tem svetu se mi zdi, da je zelo pomembno, da se ljudje vprašamo, kje imamo težišča življenjska, kam postavljamo svoj fokus. In tukaj se mi zdi zelo pomembno, da vsak izmed nas prvič, da vzpostavljamo, kolikor se da, neko zdravo rutino v življenju, potem naprej, da prepoznavamo neke smiselne naloge, ki nam jih zaupa življenje, oziroma ki so nam zaupane v življenju, neko poslanstvo, nekaj, kar je zaupano pač samo nam, ne, kar imamo za to darove, imamo za to izkušnje, imamo za to znanje, ne vem kaj vse, da se vedno vprašamo, za koga je vredno živeti in za koga živimo. Ne, to pomeni, kako gojimo naše odnose, ne, kako gojimo predvsem odnose z dragocenimi, pomembnimi ljudmi našega življenja, in pa seveda, kako se soočamo s stvarmi, na katere imamo ali pa nimamo vpliv, ki pa zaznamujejo seveda naše doživljanje in naše življenje. Ampak kaj pa, če pridemo do nesmisla tega početja? Kaj potem? Velikokrat smo ljudje, ugotavljamo, ne, da so neke stvari, ki jih počnemo v življenju, da dejansko nimajo nobenega smisla. Ne, in zdaj, seveda, če smo dolgo izpostavljeni nekim takim obdobjem v življenju, ne, to zagotovo ne pripomore k krepitvi našega duševnega zdravja. Prej nasprotno. Ne, to pomeni, če mi ne najdemo ali pa ne vidimo nekega smisla v življenju, zapadamo, kot pravi Frankl, v tako imenovano noogeno depresijo. Depresijo zaradi pomanjkanja smisla, ki se kaže potem v apatičnosti, ki se kaže potem v raznih odvisnostih, ki se kaže v se pravi, človek začne bežati. Človek začne bežati, oziroma tisto notranjo praznino pač polniti z nečim, s čimer pač upa, da jo bo lahko zapolnil. Ampak izkušnja seveda kaže, da so to lahko neki nadomestki za neko omejeno obdobje življenja ali pa za nek omejen čas, ki pa tako, če gledamo nalog življenja, zagotovo ne koristijo k našemu razvoju, k našemu ravnovesju, k našemu zadovoljstvu notranjemu, k našemu, ne vem, predanemu življenju, k veselju do življenja in tako naprej. Je prav, da si postavimo vprašanje našega poslanstva v življenju. Kaj je tisto, kar želimo, če se tako izrazim, pustiti temu svetu? Pravite, da je zelo pomembno, da pustimo boljši svet, ko gremo, kot pa je bil ko se rodimo. Ko smo prišli. Ne, Frankl, ko je razmišljal o smislu in potem tudi to v svojih knjigah razvijal, omenja 3 temeljne poti za odkrivanje življenjskega smisla. Ne, in prva od teh poti se udejanja preko vrednot ustvarjalnosti. Ne, to pomeni, ko se ljudje vprašamo, ne, zakaj jaz pravzaprav živim, ne, čemu je namenjeno moje življenje, kaj je tisto moje poslanstvo. Ne, in
prepoznavanje smiselnih nalog, to pomeni, da jaz vidim, da stvari, ki jih počnem, da imajo nek smisel, ne samo zame, ampak tudi, ne vem, za mojo družino, za to družbo, v kateri živim. Ne? To je eden od načinov uresničevanja smisla. Recimo, zelo en tak preprost primer. Bila je zadnjič pri meni na pogovoru neka gospa, ki je tako zelo pri močeh in je ovdovela. Torej, mož je umrl, rekla je, imela sva lep zakonski odnos, otroci so odšli, ostala sem sama, imam energijo, imam voljo še nekaj početi, ampak se čutim zelo osamljeno. In potem sem se spomnil na dveh stvari. Priključila sem se gasilcem in na stara leta, ne, in priključila sem se župnijski Karitas, pravi, in pomagam tam pač tisto, kar je potrebno. Dobrodelnost. Torej dobrodelnost. Ne. Skratka, prostovoljstvo, dobrodelnost, ne, neko smiselno poslanstvo. Ne, ampak smiselno poslanstvo je seveda lahko torej prostovoljno, dobrodelno. Smiselna poslanstva so pa seveda tudi tista, ki so plačane, ne, torej naša služba. Ne vem, z mediji lahko krasno gradite neko družbeno kohezijo, družbeno povezanost, opozarjate na pomembna vprašanja, na pomembne teme življenja, na tisto, kar gradi, ne na tisto, kar razdira in tako naprej. A ne? Skratka, ja, prepoznati svoje življenjsko poslanstvo, tisto, v čemer sem dober, je zelo pomembno. No? Se pravi, ta gospa se je znašla v trenutku, ko ni videla smisla, glede na to, da je ostala sama, ampak je zbrala moč, samo motivacijo in stopila na, rekla bova, svetlo stran. Kako pomembno je narediti to odločitev, se v sebi odločiti in poiskati smisel. Se pravi, ključ je vedno in znova v nas? Tako, smisel ni nekaj, kar prihaja od zunaj, ampak smisel je nekaj, kar mi prepoznavamo v okoliščinah življenja, v katerih pač smo. Kar pomeni, da smisel je tako po eni strani odgovorno, pa hkrati svobodno početje. Nekaj se razlikuje od človeka do človeka in pa tudi od situacije do situacije. Ne vem, midva se lahko znajdeva objektivno gledano v identični situaciji. Ne, vi boste prepoznali neko smiselno možnost zase, nekdo drug je ne bo prepoznal, ali pa jaz je pa ne bom prepoznal. Ne. Ali pa zgodi se nam pa tudi to, da se mi sami znajdemo v podobnih situacijah življenja in kakšno premagamo ali pa odkrijemo smisel brez težav, kakšni drugi... Od česa je to odvisno? Odvisno je od trenutnih okoliščin, od tega, kako smo sami s seboj, kakšna je naša notranja duhovna moč, kako se odzivamo na življenje, kakšne izkušnje imamo v življenju. Pravzaprav je odvisno od marsičesa. Ampak trenutki življenja se nikoli ne ponavljajo, ne? In zaradi tega je življenje vedno novo. Recimo, jaz delam v zaporu na Igu, ne? Že kar dolga leta, torej to je edini ženski zapor v Sloveniji. A veste, in tam, kjer so gospe torej te, ki pridajo na prestajanje kazni zapora, objektivno gledane v zelo podobni situaciji. V redu, razlikuje se dolžina kazni, starost in tako naprej, ampak zapor je zapor, ne? To pomeni, za vsemi se zaprejo trojna elektronska vrata in ko so enkrat tam noter, ne? In jaz opazujem te gospe, ne? Kako reagirajo, kako reagira ena, kako reagira druga na to situacijo, na katero nima recimo nekega vpliva. Ne? A veste, kar pomeni, seveda, ona zdaj tam noter nima možnosti izbirati, a bo ostala tam noter, a ne bo ostala tam noter, ampak ima pa možnost, ne, načina, ne, da se odloči, da izbere, ne, kakšen odnos bo zauzela do situacije, na katero nima načina. Ne, in to se lepo vidi, so nekatere, ne vem, po tistem začetnem šoku, začnejo delati na sebi, razmišljajo, kako lahko smiselno izkoristijo tudi ta čas, ki je sam po sebi nesmiselen, ne, kaj lahko naredijo na sebi, ne. So pa nekatere druge, ki se pač ne zmorejo ali še ne zmorejo tega, ne, se zaprejo, grejo v neko melanholijo, tudi obup včasih, ne. Omenili ste delo na sebi.
Kako ključno je delo na sebi, da smo, bom rekla, bolj pripravljeni za iskati smisel oziroma odgovor na smisel, ki ga imamo v življenju, pri delu, v partnerstvu? Ja, zdaj to delo na sebi, ne, to je ena taka famozna beseda, kva zdaj delamo na sebi, kaj delamo s sabo. Tako, jaz pri tem delu na sebi vedno izhajam iz trenutkov vsakdanjosti. To pomeni, delo na sebi, seveda, saj so tudi neke točke, ko grem za 3 dni nekaj, ko grem v meditacijo, in to so zelo pomembne stvari, a ne. Ampak življenje se pa odvija tukaj in sedaj, a ne. Torej, naša ta drobna vsakdanjost, ki je včasih, ne vem, banalna, velikokrat zelo lepa, včasih težka, včasih tudi ne. In tukaj noter se mi zdi predvsem pomembno razmišljati o delu na sebi. Skratka, kakšen odnos jaz zauzemam do teh drobnih stvari vsakdanjosti, ki mi jih pač življenje prinaša na pot. Na nekatere imam vpliv, nekatere se mi pač zgodijo, ampak to se mi zdi, kar pomeni, kaj je tista moja vsakdanja rutina za psihohigiensko, za antropohigiensko skrb zase. To pomeni za vse razsežnosti mojega življenja. Telesna, duševna, duhovna, sožitna, razvojna in pa bivanska dimenzija. Se pravi, je prav, da to negujemo dan za dnem? Ja, a veste, to je to, a berem, a se pogovarjam, a imam kvaliteten odnos oziroma namenjam čas kvalitetnim odnosom. V zadnjem obdobju zelo veliko sodelujem z velikim slovenskim antropologom, doktorjem Jožetom Ramovšem, torej enem od ustanoviteljev Inštituta Antona Trstenjaka. Skupaj s tem inštitutom smo lansko leto, torej Inštitut Antona Trstenjaka in Inštitut Stopinje, ustanovili Inštitut za logoterapijo. In doktor Jože Ramovš pravi, glej, za dober psihofizični antropohigienski razvoj je pomembno, v tej 4. sožitni dimenziji, da se vsak teden pogovarjaš 1 uro s predstavnikom mlajše generacije in pa 1 uro kvalitetnega pogovora s predstavnikom 3. generacije. Vidite, in to so neke take drobne preventivne stvari, ki nam pomagajo ohranjati oziroma ta osebni razvoj. Potem naslednja zadeva, a nas v življenju kaj zanima? Ta razvojna dimenzija človeka. A smo prestari za izobraževanje? A smo prestari, da bi začeli nekaj novega? Šifrar ima eno fajn pesem, eno besedilo. Kdaj si zadnjič kakšno stvar naredil prvič? Ja, res je. Ampak to je ključno razvojno vprašanje. Kdaj smo mi za neke stvari prestari? A veste, in v trenutku, ko jaz odklopim ali pa odrežem razvojno dimenzijo, ko mi postane vse jasno, tam se konča moj osebni razvoj. Recimo, moja učiteljica logoterapije, pokojna dr. Cveta Pahlina, ona je pri 67-68 letih, psihiatrinja je bila, Hrvatica iz Raba, celo življenje delala v Sloveniji, tudi njen mož je bil zdravnik. Ona, ko se je upokojila, je začela z izobraževanjem iz logoterapije. To pomeni, šla je v pokoj in začela šolo logoterapije. Pri 72 letih, ali koliko je upisala na Zagrebški univerzi doktorat in pri 76-77 leto 2 pred smrtjo doktorirala. Jaz sem bil na njenem doktoratu, na zagovoru doktorata, in takrat je ta predsednik komisije rekel, doktor Pahlina, pa veste, kaj vas prosim, ne povejte državi, pri katerih letih ste doktorirali, ker če država to zvedla, bojo dvignili upokojitveno starost na 85 let. Se pravi, gospa, ki je imela še, bom rekla, kako močan smisel do vsega, kar počne. Za nič nikoli ni prepozno. Tudi sami ste pri 45 zaključili s študijem, ali celo začeli študijem logoterapije. Točno to, in ta študij je trajal 8-9 semestrov, to pomeni 4 leta. In takrat so me mnogi vprašali, čemu zakaj? Mislim, to je ena zadeva, potem druga zadeva, pa si ima že magisterij, znanstveni magisterij smo v Rimu naredili že leta 95. Kaj ti bo zdaj še to? Ampak
recimo, to je bila eno največjih daril v mojem življenju, ki sem si ga dal samemu sebi, se mi zdi, ker dejansko ta logoterapija je, je dala neko novo, se mi zdi, in profesionalno in pa tudi osebno identiteto. Jaz danes o komunikaciji, o konfliktu, o odnosih govorim drugače, kot sem govoril prej, dokler nisem nekako integriral oziroma se nisem poglobil v ta logoterapevtski pogled na človeka, na življenje, ker Frankl se je boril predvsem proti antropološkemu redukcionizmu. To pomeni proti neki ozki gledanju, videnju človeka samo skozi eno perspektivo. Ne? Človek je samo rasa. Vemo, kaj se je to zgodilo. In recimo v zgodovini, ali pa človek je samo družbena odločitev, ali pa človek je samo skupek nekih socialnih razmer, v katerih je gor rastu. To pomeni vedno, kadar mi človeka gledamo preozko, delamo ljudem obupno krivico in vse ideologije so v bistvu porojene iz nekega ozkega, zelo segmentiranega gledanja na človeka. Frankl se je pa vedno sprašal, kaj vse smo ljudje in prav v tej duhovni dimenziji. Vidite, mi imamo možnost nekega odločanja v vsakem trenutku življenja. Ampak kot ste rekli, odločitev je tudi ločitev. Se pravi, se odločimo za in istočasno proti. Ko nečemu rečemo da, nečemu drugemu vedno rečemo ne, oziroma samo nekaj izberemo in nekaj pustimo ob strani. Kako pomembne so te odločitve za karkoli že v našem življenju? Najraje smo v coni udobja namreč. Ampak veste, saj življenje nas tako in tako samo pripelje v nekih trenutkih, ko moramo sprejeti potem neko odločitev. Pokojni doktor Rugel se mi zdi, da je enkrat rekel, da je pomembno sprejeti odločitev, torej, ko si v fazi, ko jo je potrebno sprejeti, da jo je pomembno sprejeti in da je boljše, da sprejmeš slabo odločitev, kakor pa da ne sprejmeš nobene, ker drugače se pač nekdo drug ali življenje ali karkoli odloči na mesto tebe. Kar pomeni, odločanje, ampak veste, sej mi se odločamo v bistvu vsak trenutek. Frankl to imenuje prepoznavanje smisla trenutka. Ker v vsakem trenutku imamo mi na voljo en kup nekih možnosti. To pomeni tudi v tem trenutku. Mi to se lahko nadaljujeva ta pogovor, ali ga zaključiva, ali vi imate možnost, da vprašate to, da vprašate tisto. In skratka, v tej plijadi možnosti v vsakem trenutku mi izberemo eno smiselno odločitev, torej tisto odločitev, ki nam je v tistem trenutku najbolj smiselna. In to je smisel trenutka. Vidva zdaj je smiselno, da se pogovarjava o teh stvarih, o katerih pač govoriva. In tisto, kar izberemo, tisto, za kar se odločimo, tisto v bistvu prikličemo v resničnost. Vse drugo so zvezdice na nebu, ki bi se jo lahko dotaknil, pa se je nisem dotaknil. Pa tudi, če se ne odločimo, se dejansko odločimo. Se odločimo, da ne bova izkoristila druge možnosti in zaključila zdaj tale najin pogovor, ampak ga bova nadaljevala. In zdaj, kako so odločitve pomembne? Odločitve so zelo pomembne. A veste, ker odločitve tlakujejo našo življenjsko izkušnjo in tlakujejo pot našega življenja. Zdaj, če pogledamo nazaj, so bile dobre odločitve in so bile slabe odločitve. Verjetno je to vsak izmed nas lahko temu na nek način pritrdi. Kar pomeni, ampak tudi tiste odločitve zdaj, ne vem, a se za kakšno stvar v življenju kaj samo, a nam je za kakšno stvar v življenju žal, a čutimo kakšno krivdo do kakšne osebe, do kakšne resničnosti. Je že moralo biti tako, a lahko tako rečeva? Je že moralo biti tako, ampak te konkretne stvari, ki jih mi čutimo kot neko osebno bolečino, so sad nekih naših odločitev v nekem trenutku. Kar pomeni ta čuječnost v vsakdanjosti, ker tukaj se dogaja naše življenje in se dogaja hkrati tudi naša življenjska izkušnja. Gospod Lisec, prej ste rekli, da po Franklu poznamo 3 načine odkrivanja smisla. Ustvarjalnih vrednot sva se že dotaknila. Kaj pa druga 2 načina? Torej, drugi način so doživljajske vrednote, kot jih imenuje Frankl, in tretji način so vrednote stališča. Kaj pomeni doživljajske vrednote? Tako, če sva prej govorila pri ustvarjalnih vrednotah, da je pomembno
oziroma da je eden od načinov, kako prepoznamo smisel življenja, živeti za nekaj, za neko poslanstvo. Ne, tukaj pri teh doživljajskih vrednotah torej si ljudje lahko zastavimo vprašanje oziroma prepoznamo za živeti za nekoga. Ne? Ljudje smo bitja odnosov, ljudje smo bitja sposobni ljubezni, ne, da ljubimo, da vračamo ljubezen, sprejemamo ljubezen in ne, prav, to pomeni prav odnosi oziroma prav ta krog za koga in za koga živeti, ne, je eden od ključnih načinov tudi kako prepoznavamo svoj smisel življenja. Recimo, a veste, to so lahko čisto take zelo konkretne stvari. Ne, vsi tisti, ki imamo družino, ne, družina nam je en velik smisel. Ne, otroci so nam en velik smisel. Ne, ampak en velik smisel nam je pa lahko tudi poslanstvo, neko delo, dobro delo za ljudi, tako ali drugačno. Skratka, to je ta drugi sklop iskanja smisla, tako po Franklu. Ja. In tretji? Tretji so pa tako imenovane vrednote stališča. Ne, tu pa govorimo o težkih življenjskih situacijah, o trpljenju, ne, ki se nam zgodi, na katerega velikokrat nimamo vpliv, ali pa tudi, kot sva že prej omenila, o nekih situacijah ekstremnega ali pa velikega blagostanja, kjer pa kaže izkušnja življenja, da je pa potrebno zauzeti nek odnos do stvari, torej na eni ali pa na drugi strani. Ne, ker če ne zauzamemo nekega stališča, nekega odnosa do trpljenja, nas trpljenje zlomi. Ne, če ne zauzamemo nekega odnosa, nekega stališča do blagostanja, nas tudi blagostanje posrka vase. Kaj pa, če nimamo dovolj moči, da bi zavzeli neko stališče? Sej to je najtežja stvar v življenju. Ne, najtežja stvar v življenju, ali sprejeti krivico, ali sprejeti neko izgubo, ali sprejeti, ne vem, tudi lastno napako, lastno zablodo, ne, kar pomeni, ja, zato je potreben nek proces, ne. Zato je potreben čas. A veste, in prav ta časovna dimenzija, ne, ta časovna dimenzija sprejemanja oziroma prepoznavanja smisla v nekih težkih življenjskih trenutkih, se mi zdi, je ključna. Jaz se spomnim, verjetno iskanje smisla je pravzaprav ključno prav v teh težkih trenutkih. Tako se, ko nam gre vse ok, navadno se s tem ne sprašujemo. Ne. Ampak na misel mi prihaja eno srečanje z neko gospo v zaporu, tam imam individualne psihoterapije, gospa ima daljšo zaporno kazen in se prav to spomnim, kako je v nekem trenutku rekla, tega si ne bom nikoli odpustila. A veste, v tistem trenutku, tako, je mene prav fizično zabolelo, a si vi to predstavljate? To pomeni, ne vem, si v srednjih letih, nekaj let zapora te še čaka, potem te čaka življenje po zaporu in ti rečeš, tega si ne bom nikoli odpustil. To pomeni, jaz sem takrat doživel, a veste, kot da bi vrgel pred sebe 20-tonski kamniti blok, zdaj pa pojdi naprej v življenje, ne? Jaz sem takrat... Kot človek ostane brez besed, ne? Ja, ampak jaz sem takrat prav fizično začutil to stisko, pritisnenost ob zid. Jaz sem gospo pogledal in veste, kaj sem mi rekel? Jaz sem mi rekel, gospa, gledajte, jaz vas razumem, da si zdaj tega ne morete odpustiti. Ampak, a lahko rečete to isto stvar malo drugače? Tega si še ne morem odpustiti. Se pravi, tudi tega še ne morem narediti drugače. Ja, odločitve še ne morem sprejeti. A je ja, ampak to pomeni, ko damo mi tukaj noter to besedico še, odpremo neko špranjo možnosti, neko špranjo upanja za nas. A veste, ker sej, in to je fair do našega življenja. Ker, ok, če jaz danes nečesa ne morem, ne? In zdaj, če jaz rečem, konec je, tega jaz ne morem, je potem to pomeni, da sebi niti ne dam možnosti, da pa nekoč v prihodnosti mogoče to zmogel. Se pravi, sami sebe blokiramo? Sami sebe blokiramo. A veste, to je že Nietzsche rekel, ne? Če jemljemo človeka takšnega, kakršen je, mu delamo s tem največjo krivico, ker mu s tem
odvzame možnost, da bi bil takšen, kakršen lahko postane. A veste, in ta kaj pa jaz vem, kaj bo čez 3 leta? Mogoče pa čez 3 leta zmogel. Ampak če si jaz danes rečem, tega ne morem, potem jaz to odpišem, jaz to niti tukaj noter, zapečatim v sebi, jaz niti ne iščem več tukaj noter nekih drugih možnosti, nekih drugih poti in tako naprej. Ne? Skratka, ta časovna dimenzija reševanja ali pa prepoznavanja oziroma vztrajanja v nekih težkih trenutkih. Ne? In glih to je tisto, kar je najtežje. Ne? Kako takrat, ko ni luči smisla, ko ni iskre smisla, kako takrat vztrajati, kako takrat zdržati, ne? Kako, Frankl ima en tak lep izraz, ne? Da ljudje takrat razvijamo v sebi kljubovalno moč duha. Ne? Torej, tudi ko je težko, zdržim. Ne? Se pravi, je smotrno, da si takrat postavimo vprašanje, ko se morda tudi ne moremo odločiti, ko smo v neki fazi trpljenja, kje bom in kje se vidim čez mesec, 2, leto, 2, 3. Kako nam mogoče ta časovna komponenta pomaga, da najdemo smisel, konec koncev tudi početja? Nam pomaga, ampak se pravim, si je pa težko zastaviti oziroma tudi ta vprašanja v prihodnosti. A veste, ker mi trpimo takrat, ko zgubimo nekaj, kar nam je bilo dragoceno. To pomeni neko vrednoto. Ne vem, recimo, če dobimo neko diagnozo, ne? Ok, rečemo, pač dobil s neko diagnozo, ampak z neko hudo diagnozo sem jaz zgubil neko veliko vrednoto zdravja. Ne? In seveda, ko jaz zgubim neko vrednoto, nekaj, s čimer sem živel, kar mi je bilo dragoceno, zame se zapre prihodnost v tistem trenutku. Ali pa recimo, danes vidimo ogromno ločitev. A ne? Sej, z vrednoto ločitve oziroma z ločitvijo, jaz nisem zgubil samo osebo, ampak jaz sem zgubil tudi neko vrednoto, v katero sem verjel, za katero sem se odločil, za katero sem se 20, 30 let, ne vem koliko, 15 let prizadeval, jo negoval, jo gojil. In seveda, ko mi zgubimo vrednoto, ne, in vrednota smo rekli že prej, da sodijo vrednote v duhovno dimenzijo, ko mi zgubimo neko vrednoto, takrat pademo v to eksistencialno stisko. Ne, in pademo v neko trpljenje, tako ali drugačno. In trpljenje nas vedno zapre. Ne? Veste, že ljudje smo tako narejeni, da ko te kaj zaboli, ne? Ko nas kaj zaboli, se zvijamo skupaj. Ne? Tudi v duševnem smislu je tako. Delate tudi s pari. Pridejo pari k vam, ko iščejo smisel, zakaj ostati skupaj oziroma iti narazen? Sami tega ne definirajo tako, da bi iskali smisel, zakaj ostati skupaj, ampak pridejo seveda predvsem zaradi tega, da bi se pogovorili, ali še ostati skupaj. A veste, ker ko pride par na terapijo, ali pa tudi, ne samo par, tudi posamezniki, ko pridejo na terapijo, a veste, to je velikokrat neka zadnja možnost, ali pa zadnja možnost. In kup drugih stvari so prej že izčrpali, ne? Kar pomeni, mislim, tako tudi če časovno gledamo, ne? Kar pomeni, sta se poskušala samo pogovoriti, so se pogovarjali s prijatelji, pa sta se ponovno poskušala samo pogovoriti, pa sta šla v notranje monologe, veste, tisto, kar si rečeš, danes pa karkoli se bo dogajalo, bom ohranil mirne živce, ne bom povzdignil glasu, pa se pa nekaj zgodi, pa smo spet nazaj v tistem, ne. Skratka, pari ne pridejo s tem vprašanjem, kakšen je smisel najinega zakona, jim ga pa jaz navadno potem zastavim po nekem času. Ne? To pomeni, spomnite se, ker vidva sta imela nekoč smisel vajnega zakona, vajnega partnerstva. Ker če ga ne bi imela, ne bi prišla skupaj. Ne bi prišla skupaj, ne? Kar pomeni, kaj je bil nekoč, kaj je danes. Ne? In seveda potem je pa odvisno od situacije do situacije, a ta smisel prepoznavajo, ga ne prepoznavajo. Kakšne so zelo lepe zgodbe, te partnerske na terapiji, ko res vsakič posebej sem vesel, no, kadar vidim, da po nekem takem breznu, a veste, ker ko ljudje pridejo se pogovarjati, so res navadno v zelo veliki stiski. Ampak da tudi tako stvar premagajo, veste, to je neka spodbuda, da se da. Ne? Je to neka življenjska lekcija, ki jih naredi močnejše? Da najdejo morda v življenju še več smisla v bodoče?
Močnejše in drugačne, ja. Močnejše in drugačne. A veste, ker ko pride par na terapijo, s tem, samo, ali pa tudi posameznik, ne, samo s tem pove, da tako kot je živo do tega trenutka, ne more več. Ali pa morda ne želi več. Ali ne želi, ali pa ne more, ne. Ampak v partnerstvu je navadno to, da se ne da več dihati na tak način skupaj. Ne? Da preprosto zmanjka možnosti, kar pomeni, da je nujno potrebno potem neko spremembo v življenju narediti. Ne? Zdaj, vsak sam ali skupaj, ampak in nekaj je potem drugače. In seveda, če ostanejo ljudje skupaj, potem je navadno kvaliteta njihovega življenja, ne bom rekel, da zdaj boljša, ampak pač drugačna. Ne? Skratka, sta zrastla v njunem odnosu, doživljate ga na drugačen način, drugo vsebino dajete in tako naprej. Pa pridejo k vam tudi ljudje, ki nimajo cilja v življenju, pa iščejo smisel? Ja, velikokrat. Skratka, bi bil pri meni en gospod pred nekaj leti, ki je rekel, izobražen, pa se mu je nekaj v življenju zalomilo, tako visoko izobražen, pa se mu je nekaj v življenju zalomilo in je potem dolga leta delal čisto neka taka preprosta dela, ne v torej v svojem poklicu oziroma na nivoju svoje poklicne usposobljenosti. 7-8 let je delal neka taka dela in je tako rekel, pravi, jaz sem se v življenju zataknil. Zataknil sem se v življenju. In sva se dolgo srečevala s tem gospodom in ja, je lepe, to pomeni, ja, je speljal z mesta, no. Je speljal z mesta, sicer na drugačen način, kot je mislil, ampak znotraj... Ampak vse pomembno je, da se premaknemo, verjetno. Točno to. Ne? Je pa seveda tragično, ne tragično, ampak boleče mi je pa srečati, velikokrat pridejo mladi ljudje tam pri 28, 30 letih, in ne vidijo tudi smisla. Zataknjeni. Ne? Pa je naredil faks do konca, pa nima diplome, pa nekaj dela, pa ne ve, kaj bi delal, pa ima otroke, pa ima od tega, pa se ni nič to narobe, ampak kar neko vegetiranje, ne? Kar neko vegetiranje. In ja, apatijo je mogoče najtežje sanirati. Mislim, premakniti. A veste, ker... A to je ta notranja samomotivacija, ki jo v enem trenutku ni več? Tako, ne, Frankl govori o tej privlačnostni motivaciji, ne, a veste, tako nas od znotraj nekaj potegne, ne, ko si od znotraj ne prepoznamo neko hrepenenje, neko voljo, nek cilj, ki ga moramo uresničiti, ne, a veste, ker cilji so tako kot jaz včasih rečem, a veste, tista risanka Spider-Man, ne, to pomeni, kako je on letel, ne? Skratka, on je moral najti fiksno točko pred sabo in ko je imel on fiksno točko pred sabo, se je napel na nje in se je potegnil do tja in drugo in se je potegnil do tja in tako naprej. Ne? In cilji so ravno to, ne? To pomeni neke fiksne točke v prihodnosti, ki si jih zadamo, sam čas mora še miniti, da pridemo do tja. Ne? Kako pomembno si je postavljati te cilje? Se pravi, so trenutki, obdobja v življenju, ko jih morda tudi nimamo in s tem ni nič narobe, verjetno. Ampak je pa zelo pomembno, kako hitro gremo iz teh časov, trenutkov ven. Ja, zdaj, mislim, neke cilje imamo vse skozi, verjetno, ne? Ampak seveda problem je, če pa zmanjka teh ciljev, postane potem pa to problem, se pa zataknemo v življenju, pademo po neko apatijo. Ampak recimo mi, ki ne vem, živimo neko normalno življenje v službi, družini in tako naprej, tudi če ne razmišljamo zdaj, zjutraj, kakšen cilj pa bo, ampak seveda, mi imamo neke cilje, ne? Kaj pa ste, ne vem, vi imate cilj, ne vem, kolikrat na mesec snemate, ne, podcast. Vse to so drobni cilji, ki delajo življenje živo. Tako, ne, kjer uresničujemo in mu dajo smisel, ne? Uresničujemo tudi svoje poslanstvo, ne? To pomeni, vem, da delamo nekaj dobrega tudi za ljudi, ne? Ker če tega ne bi bilo, da delate nekaj dobrega za ljudmi, kakšen smisel bi bilo hoditi vsak dan v službo, tajminga loviti in tako naprej. Ne? Pa je prav, da se v življenju sprašujemo, kaj je moj smisel? Se pravi, da vedno se postavljamo v vlogo izpraševalca samega sebe. Ali to nima smisla? Frankl pravi, veste, da mi vedno izbiramo smiselne možnosti. Ne? In človekova vest je organ smisla.
To pomeni, vest kaže vedno na tisto smiselno varianto v vsakdanjem, torej vsakem trenutku našega življenja. Tako da tudi, če se mi zavestno ne postavljamo tega vprašanja in si ga ni treba vedno zastavljati, ker to je filozofsko vprašanje, to je lahko ne vem kakšno vprašanje potem, ampak prepoznavamo pa tiste stvari, ki se nam zdijo pač smiselne v tem trenutku. In kako vemo, da ima naše življenje smisel? Čutimo verjetno, torej, smisel prinaša notranji mir. Smisel prinaša tisto občutek, vse je v redu. Mislim, vse je v redu. Neka notranja pomirjenost, nek občutek, da je življenje lepo, vsemu navkljub, kot bi rekel Frankl, nek občutek, da je še nekaj, kar me čaka v življenju, kar moram narediti, kar je moje poslanstvo, čemur se zavezujem. Tako da smisel polni življenje z občutkom polnosti, radosti. Tudi takrat, kadar je mogoče težko. Ne vem, ta moja izkušnja lansko leto, raka, seveda sem si zastavljal vprašanje, ampak ključno je bilo pa, in to sem bil presenečen, se nihče ne ve, ko se znajdeš v neki taki situaciji, recimo z neko diagnozo, kako bo še odreagiral naprej. Lahko si predstavljamo, če se bi meni to zgodilo, verjetno se je tudi vsak izmed nas že kdaj, ko je slišal za kakšnega sorodnika, prijatelja, da je dobil če bi se meni, in jaz sem to velikokrat razmišljal, če bi se meni to zgodilo, kako bi jaz to odreagiral. Ampak ne vem, jaz takrat, ko se mi je to zgodilo, jaz sem bil miren notranji. Ja, to sem brala, ostali ste povsem mirni, najprej malo predelali pri sebi in šele potem to povedali otrokom, ne? Tako, to sem potem povedal otrokom, otroci so se seveda zdrznili, ustrašili, hčerka je vprašala, oče je umrl, je začela na koncu, to sem si tudi jaz zastavil to vprašanje, in sem si takrat odgovoril, da to verjetno ne bom, zdaj kar je pa manj od tega, je pa na nek način tako, ampak se mi pa zdi, da je seveda tudi ta moja izkušnja, pa to, kako sem odreagiral, ne vem čemu naj se za to zahvalim, ampak a je to, potem na koncu se v vsak trenutek našega življenja nalaga vse tisto, kar smo že živeli, kar smo že preživeli, stvari, ki smo jih dali skozi, in tudi to se je verjetno na ta način odrazilo. Je pa res tudi nekaj, Naša učiteljica logoterapije, Cveta Pahlina, nam je vedno govorila, glejte, naj ne bo logoterapija samo nekaj, kar boste vi naštudirali kot orodje za druge, kot metodo dela za druge. Ampak ne bo nekaj, kar boste vi tudi živeli, oziroma kar bo tudi vas preobražalo. In točno to, zgodilo. Se pravi, ste si z logoterapijo pomagali, da ste mirneje sprejeli to diagnozo bolezni raka? Mislim, da zelo, ker zavzeti je treba stališče. To pomeni, kako se bo s tem soočil. In seveda, ko neko težko stvar mi sprejmemo, ko jo sprejmemo, torej šele takrat se lahko začnemo z njo ukvarjati in jo reševati. A veste, ker to je tako kot tisto, če je tukaj armiran beton. In jaz nočem, da je tukaj armiran beton. Ampak se te noben ne vpraša. Jaz nočem, da je diagnoza. Ampak ko jo imaš, jo imaš. Se pravi, se niste spraševali, zakaj ravno jaz, kaj sem naredil narobe, ampak ste zavzeli stališče, kako od tu dalje. Tako. Kaj lahko naredim, da bom po čim bolj enostavni poti presegal to. Tako. To je ena stvar, plus druga stvar, seveda sem se posvetoval, seveda zdravniki ti povedo to ali tisto, sam se moraš odločiti, sem se o tem naprej potem odločal in jim pač izbiral neko pot, ampak ključna zadeva je pa seveda sprejeti
situacijo, na katero nimaš vpliva. Šele potem, ko jo sprejmemo, lahko nekaj s tistim naredimo. A veste, dokler se pa jaz zaletavam v to ploščo armiranega betona in se sprašujem, zakaj je tukaj, kje ste mene našli, zakaj, do tistega trenutka ne bo nič drugega, samo stiska se mi bo povečvala, frustracija bo večja. Ampak v tej situaciji ste velikokrat opozorili tudi na hvaležnost kot tako, se pravi, ki naj bi jo živeli dan za dnem. Kako vi to udejanjate v svojem življenju? Ja, veste kaj je, ker vedno, kadar pridejo neki težki trenutki življenja, nas ti težki trenutki dobesedno posesajo v tisto doživljanje. In ko smo posesani v tisto stisko tam noter, v bistvu dobimo občutek, da na svetu obstaja samo še to trpljenje, ali pa samo še ta bolečina, ali pa samo še ta stiska. Ampak resničnost je pa drugačna. Ne? Torej, tudi takrat, ko se nam to dogaja, je v življenju v bistvu še veliko lepih stvari. A ne? Ampak težko je videti takrat, ko nam je hudo, ko trpimo, ko smo v situaciji, ki se zdi brezizhodna. Verjetno je takrat bistvo iskanja smisla, ampak imamo na nek način prekrit oči. Ampak glih to je tisto, tukaj pride ta logoterapevtska metoda, ne? Ali sprememba stališča, to, kar sva govorila, oziroma odmik. Mislim, da je stopi 2 koraka nazaj. Se pravi, pogled z distance. Pogled z distance. In boš videl, da seveda sej to je del resničnosti. Ampak v tvojem življenju je pa še veliko drugih stvari, ki so hkrati tam in ki ti dajo neko upanje, ki ti dajo moč in za katere je smiselno, da si hvaležen. Jaz sem bil hvaležen za medicino, za medicinsko obravnavo v slovenjegraški bolnici, za osebje, za vse tisto, kar je bilo potem, ne vem, za podporo, kar sem jo čutil od enega, drugega, tretjega in tako naprej. Ne? Pravite, da vam je pri tem pomagala logoterapija, to naj bi bila tudi rdeča nit najinega pogovora, zato morda organizirate simpozije že vrsto let, ker lahko vsak med nami, spozna vsaj tiste osnove logoterapije, ki bi mu lahko koristile pri premagovanju vsakodnevnih težav, ovir, morda pri iskanju smisla? Tako, kar nekaj te možnosti za izobraževanje z področja logoterapije v Sloveniji, od prav študija logoterapije, ki ga izvajamo v okviru Inštituta za logoterapijo, pa do raznih programov, ki jih razni logoterapevti ponujamo, kot društvo Logos, torej to je pa društvo slovenskih logoterapevtov. Predsednik ste ta hip, ne? Predsednik sem ta hip, tako. Pa organiziramo vsako leto, torej to je že naša pokojna dr. Pahlina začela. Organiziramo zdaj, letos bo 10. ta mednarodni logoterapevtski simpozij, kjer pa odpiramo te različne logoterapevtske teme. Se pravi, prav je, da poveva, da je bistvena povezava med duševnim zdravjem in smislom. Tako, to pomeni, če se znajdemo, to pomeni v neki brezsmiselni situaciji, v neki bivanski praznoti, v eksistencialnem vakuumu, potem seveda to zelo močno načne naše duševno zdravje. Duševno zdravje v najširšem pomenu besede pa vemo, kaj je. Je pač tisto ravnovesje, ki ga ohranjamo sredi vsakdanjega življenja, da pač opravljamo tisto poslanstvo in tiste naloge, živimo kvalitetno tiste odnose, v katere smo vključeni. Ampak zakaj nam duševno zdravje danes tako zelo šepa, že pri mladostnikih, morda od covida dalje še bolj? Ja, duševno zdravje je danes močno na udaru, tudi po podatkih NIJZ, pa nevladnih organizacij, ne nazadnje tudi seveda zdravstva, ki se s tem ukvarja. Vidimo, da smo ljudje v tem smislu duševnega zdravja danes res krhki. Zdaj, razlogov je tukaj noter lahko zelo veliko, ampak COVID je dejansko imel, to vidim tudi jaz, recimo čisto kot logoterapeut na teh naših srečanjih, je pustil v mnogih velike rane. Od socialnih fobij, ki so se razvile, do nekega nezdravega odnosa do zaslonov, k čemur je delno
torej pogojeval tudi seveda takratni način dela, tako da ja, duševno zdravje je danes eno veliko pomembno področje, kateremu je pomembno posvečati pozornost. Tudi s pomočjo logoterapije? Seveda tudi s pomočjo logoterapije in pa seveda tudi s pomočjo takih in drugačnih preventivnih programov za krepitev duševnega zdravja. Se pravi, logoterapija je zelo uporabna tudi v poslovnem življenju, naprimer iskanju smisla, zakaj ostajam v tej službi, zakaj si želim takšne in takšne kariere, ko sva prej dejala, zakaj v tem partnerskem odnosu. Pa če si postavimo ta vprašanja, je pomembno poiskati pomoč, lahko gremo in poiščemo odgovore tudi sami. Kakšne so vaše izkušnje? Seveda, in vse te odgovore nenehno iščemo tudi sami. A veste, ne vem, recimo, omenili ste službo, pride v službi do neke konfliktne situacije ali pride v službi do neke zelo konfliktne situacije, ki traja, in takrat se ljudje seveda zastavljamo ta vprašanja. Ne? Mislim, a je smisel, da ustrajam, ali ni smisel, da ustrajam tukaj noter? Ne? A si bom poiskal neko drugo službo, bom zamenjal, ampak je pa zanimivo, veste, da ljudje pridajo na pogovore tudi s temi vprašanji, zaradi stisk v službi. Ampak velikokrat razumejo potem, da je to, da bi poiskali neko drugo službo, lažja pot. Ker pravijo potem, se mi bo isto situacija ponovila tam. Skratka, jaz se moram soočiti, ne vem, a je to z direktorco, a je to s sodelavcem. Koliko resnice je v tem? Veliko resnice je v tem. Veliko resnice je v tem. Skratka, da ljudje razumejo, da imajo neko moč nad tistim konkretnim procesom in da prevzamejo odgovornost za reševanje neke nastale situacije. Zakaj je tako težko prevzeti odgovornost? Vi ste morali prevzeti odgovornost, bili ste duhovnik, potem ste se odločili, da boste duhovništvu zaprli vrata in ste šli na drugačno pot. Ja. Študirali ste najprej teologijo. Tako. Se pravi, sprejeli ste odgovornost in to verjetno precejšnje v tistem trenutku. Ja, ampak jaz mislim, da je to en temeljnih človekovih postulatov. A veste, ker v življenju je tako. Ta črta se mi zdi, oziroma ta meja je zelo tanka. Ali sprejmemo odgovornost, ali iščemo izgovore. In veličina človeka je verjetno ravno v tem, da sprejmem odgovornost za stvari, ki jih prepoznam kot smiselne in ki jih prepoznam kot svojo življenjsko nalogo. In ja, jaz sem takrat prepoznal, da je družina pač moja življenjska naloga. Bi se lahko verjetno tudi umaknil, bi lahko verjetno tudi odšel na drug konec sveta in se delal, kot da nič ni, ampak meni se je zdelo takrat ključno, da prevzamem odgovornost za svoje dejanja, da prevzamem odgovornost za tisto situacijo v življenju. In mislim, da sem storil prav. Se pravi, takrat ste iskali smisel, zakaj ostati v duhovniškem poklicu? Ne, po tistem nisem več iskal smisla, zakaj ostati v duhovniškem poklicu, ampak bolj kako zbrati moč za prevzeti odgovornost. Ker včasih seveda nas to veliko stane. In mene je to takrat veliko stalo, predvsem v smislu, da sem izgubil velik del, 95% socialne mreže, način življenja se je povsem spremenil in tako naprej. Ampak življenje je živo in seveda vse to je del mojega življenja in sem zelo hvaležen za tiste izkušnje tudi iz tistega obdobja mojega življenja, ker sem se naučil ogromno nekih stvari. Življenje uči, ne? Življenje uči in tudi nekatere zadeve, ki sem se jih takrat naučil, seveda s pridom uporabljam tudi zdaj naprej v življenju. Da učite druge. Ja, a veste, ker na koncu, življenje je eno samo, a ne? Življenje je eno samo in zdaj, če gremo rezati iz platna svojega življenja neke dele, ki se nam ne zdijo dovolj v redu, ali ki se jih nekateri sramujejo nekih kosov svojega življenja, seveda potem boš odrezal en kos, pa še en kos, pa še en kos in na koncu, kaj se ti zgodi od platna življenja, ne ostane nič, a ne? In kaj narediti, da nekaj ostane, da se ozremo nazaj in rečemo, ponosen sem na to, naredil sem to. A je pomembno, da se oziramo nazaj? Ja, je pomembno. Kakšen je naš prispevek, da je življenje, lahko rečeva, lepo, pa tudi če v ožjem družinskem krogu? Seveda je to pomembno in jaz mislim, da je zelo pomembno, da pridemo oziroma da notranje zorimo do nekega takega odnosa. Omenili ste ponosne.
zdi se mi zelo pomembno, da ko pogledamo na svoje življenje, da ga pogledamo skozi to prizmo ponosa. A ne? Skratka, gledajte, vsak izmed nas je v življenju dal skozi take in drugačne stvari. Ne? A se imamo česa zastramovati, oziroma zakaj bi se česa sramovali? A nam je za kakšno stvar žal v življenju? A nam je, vidite, to je tisto, se mi zdi, da ko enkrat zavzamemo neko tako stališče do naše prehojene poti, je potem smo res lahko ponosni na to, kar smo. A veste, da smo zdržali, da smo, ne vem, tudi če so bili neki paci v življenju, da smo se pobrali, da smo šli naprej, pa da še tudi danes gledamo na življenje z neko to perspektivo svetlobe, z neko perspektivo lepega, dobrega, plemenitega. In to je tisto, kar gradi, se mi zdi. No? Pa vendar, kaj bi svetovali tistim, ki se morda ta hip počutijo izgubljeni, ko nimajo cilja pred sabo? Besede, ki bi morda opolnomočile. Jaz bi predvsem spodbudil, naj najdejo nekoga, s katerim se bodo začeli pogovarjati o teh svojih občutjih. Če je to občutek brezizhodnosti, če je to občutek apatije, se vem, to je zelo težko takrat narediti. Ampak to je navadno, a veste, tista popkovina, ki me potegne ven iz mojega majhnega mehurčka apatičnosti in pa zaprtosti vase. Pa morda obstajajo tudi kakšne vaje pri premagovanju apatičnosti, ker ko si v določeni stiski, verjetno težko pogledaš onkraj. Ja, recimo, ko pridejo sogovorniki na terapijo, na ta pogovor, ne, jaz dajem vedno, v logoterapiji dajemo vedno neke naloge, neke vaje. Ne, skratka, nekaj, kar spreminja rutino vsakdanjega življenja za začetek. Ne, recimo, zelo pomembno je tukaj telesno gibanje, iti na sprehod. Zelo pomembno je poskušati vzeti kakšno knjigo v roko. Zelo pomembno je poklicati prijatelja, pa iti z njim na kavo ali pa na pijačo. A veste, ker velikokrat se zgodi, da v trenutkih apatije se dejansko tako globoko zapremo vase, da nismo sposobni niti več nekih socialnih stikov. Skratka, neke drobne spremembe, ki vnašajo neko drugačnost v naše življenje in pa preko tega potem seveda prepoznavanje tudi nekih večjih, pomembnejših ali pa nabiranje moči za neke pomembnejše korake. Pa vsak med nami ima smisel, dobi smisel tudi, če je to pač ena od možnosti za izhod iz težkih situacij, ali so ljudje, ki do smisla nikoli ne pridejo? Žal so tudi ljudje, ki do smisla nikoli ne pridejo, ne? Zdaj, zakaj je temu tako? Ne? Zdaj pustimo, če gre tukaj noter za neke res duševne bolezni oziroma za neke situacije, ampak tudi če do smisla ne pridemo, pa še ne pomeni, da nimamo možnosti smisla iskati. Je pa potem v človeku, koliko napora v to vloži, pač v določenih trenutkih življenja. Kaj vas najbolj žalosti, ko se dnevno pogovarjate z ljudmi, bodisi na delavnicah, bodisi kot mediator, bodisi kot logoterapevt? Kaj je tisto, kar bi si želeli, tako bom rekla, trenutku narediti drugače, zato ker je njihova bolečina tudi vaša? Tako zelo boleče je, ko vidim, da ljudje ali pa niti ne toliko obupujejo, ampak da res ne najdejo v svojem življenju ničesar, na kar bi oprli svoje upanje, svojo notranjo moč, svoj notranji razvoj. In to je velikokrat so taki zelo dolgotrajni procesi, da to prepoznajo na eni strani. Na drugi strani, kadar pridejo ljudje s kakšnimi res težkimi življenjskimi zgodbami, težkimi izkušnjami, ko jim ne morem ponuditi drugega kot navzočnost, empatijo, tišino, zdržati tisto bolečino. Ne, takrat jim želim, da razvijajo res to kljubovalno moč duha, da zdržijo tisto obdobje, kolikor je potrebno, da pridajo iz tega najglobljega brezna. V takih trenutkih ljudje krivijo svet okrog sebe za svojo nesrečo? Odvisno, ampak v trenutkih tiste ekstremne bolečine je ta bolečina tako močna, da
niti sebe ne čutijo, niti ne krivijo, ampak samo neka tista praznota, ki brezno, ki ga doživljajo in s katerim se pač borijo in soočajo. To so res hudi trenutki. Ja, težke življenjske preizkušnje in verjetno vprašanja pri teh ljudeh, zakaj ravno jaz. Tako, seveda, potem pridejo ta vprašanja, zakaj ravno jaz, ali zakaj ravno moj otrok, ali zakaj ravno naša družina, ali zakaj ravno karkoli je pač, kakršenkoli je pač kontekst. Ne. Ampak, ja, to so res ti skrajni trenutki. Ne, so pa seveda tisti drugi trenutki naveličanosti, ko ni energije, ko ni volje, ko ni neke notranje motivacije. Takrat je pa tudi to... Zakaj pride v človek v to situacijo naveličanost, ni volje, ni smisla? Kaj nas pripelje do tega? Brez, rekla bom, tistega pravega vzroka, o katerem sva govorila, neke tragične zgodbe. Potem, ko preprosto smo, ja, in v tem nam zahodnem... nič ni narobe, pa je vse narobe. In sploh v tej naši zahodni kulturi je tega ogromno. Še dalje več, verjetno. Ker živimo seveda v nekem lagodju in zdaj z lagodjem ni seveda nič narobe. Narobe pa je, če do tega lagodja ne zavzamemo nekega stališča. A ne? To pomeni, če ne prepoznavamo oziroma če ne skrbimo za svoj razvoj tukaj noter, če nismo v stiku sami s sabo, če ne živimo neke čuječnosti v vsakdanjem življenju. Skratka, če se prepustimo pač nekemu toku, da življenje gre, kakor gre, brez nekega napora, da bi ga tukaj noter vlagali v to, in seveda potem postane življenje plitko. Ne? Ljudje pa smo tako narejeni v tej duhovni dimenziji, da rabimo neko globino. Ne? Na plitvini, čeprav je lažje plavati na plitvini, ampak na dolgi rok se tam ne počutimo več dobro. Postane življenje postano. Je nujen napor za to, da je več zadovoljstva, več izpolnjenosti? Zdaj, kakorkoli to imenujemo napor, ampak nujno je vedno potreben nek vložek. Veste, ker jaz ne vem, zakaj je življenje tako narejeno, ampak življenje je preprosto tako narejeno. Vi lahko danes naročite Teslo za 100.000 evrov, vam jo bojo propeljali na dvorišče, ampak da bo to nekaj več kot samo plastike in elektronke za 100.000 evrov, je treba še nekaj dodati, napolniti jo je treba. Skratka, življenje vedno zahteva neko aktivno držo. In zdaj, če mi pademo v pasivno držo v odnosu do življenja, seveda se življenje potem poplitvi, kar pomeni, da nek napor je mogoče taka beseda, zdaj bomo pa safar terali tukaj noter. Ne gre za to, ampak gre za to, da moram biti aktiven, da moram nekaj dati. To je tisto, da slovenski pregovor pravi, brez nič ni nič. Ne? To pomeni, če je to najina družina ali pa naša družina, ja, vsak mora dati nekaj na to mizo gor. Ne mora samo en dajati, drugi pa samo dol jemati. Ne? Kdo ne bo zadovoljen? On bo jezen, ko gor daje, ko vsi drugi dol pobirajo, on pa tudi ne bo zadovoljen čez nekaj cajta, ker bo čutil, da ne prispeva k ničemur. Ne? Kako to predočiti našim otrokom? Zanimivo vprašanje. Jaz mislim, da je ključna naloga nas staršev vzgoja za odgovornost. To pomeni, česa si mi pravzaprav želimo ob naših otrokih, ne, za naše otroke. Da v bistvu počne tisto, kar je sposoben početi in da počne sam. Ne. In ta vzgoja za odgovornost, jaz temu pravim vedno vračanje žogice odgovornosti. Ne. A veste, ker otroci so zelo tako narejeni, pa da je ti namesto mene, pa da je ti. Ne. Skratka, ne vem, recimo, mi smo naše otroke v bistvu vedno nekako tako vzgajali, da jih nismo nadomeščali v stvareh, ki so bile njihova naloga. Recimo, pakiranje torbe za treninge, dajanje preznojenih majic po treningu v pranje, učenje z otrokom, sedenje ob njem in delanje domačih nalog. Tudi na roditeljske sestanke nismo kaj veliko hodili. E-asistenta nismo imeli in take stvari. Ne? Skratka, to je neka tvoja odgovornost tukaj noter. Ok, če se bo kaj zataknilo, veš, da lahko. In ja,
Mislim, da je prav to tista temeljna, kako otroke spodbujati k temu, da bodo kaj dali, a ne, v življenju. Ja, točno to, a ne. Za začetek sprejeli odgovornost. Učiti jih odgovornosti. Ker danes poslušamo, da ko se mladi zaposlujejo pri podjetjih, ne, so, bom rekla, kar precej, ne moreva posploševati, pa vendar brez odgovornosti, oziroma bolj pomemben je prosti čas kot delo ali zaslužek kot tak. Ja, ampak dobro, to je tudi ta generacija, Y, generacija Z, Alfa zdaj in tako naprej, ampak ena stvar je tudi, ko jih ne nadomeščati, ne, v nekih nalogah, ki so jih sposobni sami narediti. Zadnjič sem poslušal, kako je, ne vem, neka mama prišla na razgovor za službo s svojim, ne vem koliko starim sinom. Mislim, to je tista ikonična skrajni, ampak čakaj, mislim, pri 25 letih je pa človek se umem, da že znal sam zmeniti. Ne vem, jaz se spomnim drugega sina, naši otroci so vsi pozno shodili. In drugi sin je bil star 15 mesecev, ko je shodil, in je 13, to meni konca avgusta, in 1. septembra je šel potem 15 mesecev star v vrtec. In jaz se spomnim tiste slike, kako sem jaz doživel, torej ta malega, 15 mesecev starega sina, kako je to velik mož. To meni videl, sem prišla v vrtec in ta mal je sam zakorakal v vrtec, v tisto sobo, noter, v tisto skupino. In jaz sem takrat razumel, wow, pa jaz tega otroka ne morem nadomestiti, to je zdaj njegova življenjska naloga, da je, pa ga imamo radi, pa smo bili 15 mesecev skupaj, ampak evo, to je njegova odgovornost, da je to naprej, ne. Luka, korakaj naprej v svoje življenje, ne, korakaj naprej v svoje življenje. Vidite, in to se mi zdi, ne, to, mislim, kako moramo starši na sebi narediti, da dovolimo, da opolnomočimo svoje otroke. Kaj, ko so malodušni, ko ne vidijo smisla, ko vidimo, ne vem, najstnika, da ne, tava po stanovanju in se narekovaj išče? Pomembno je, da smo tam. Velikokrat starši želimo, da bi se otrok z nami pogovarjal, otrok pa tega seveda noče. In potem smo mi zafrustrirani, otrok je zafrustriran. Jaz mislim, da kar je pomembno sploh odraščajočim otrokom dati, jim je potrebno dati vedeti, da so dobrodošli, in pa dati vedeti, da smo, oziroma in tudi fizično biti doma. Torej, biti doma. Torej, podpora otroku. Fizičen čas je vzgojna kategorija. Ne, kar pomeni, ker če mi tam smo, mogoče se bo otrok obrnil na nas. Sem se pa jaz, seveda, ko so moji otroci odraščali, zdaj so že ta mali zdaj zaključuje gimnazijo, maturant, druga dva sta starejša. Ko so pa odraščali, sem se pa jaz velikokrat zastavil vprašanje, kaj moram jaz narediti, da bom dober oče svojim odraščajočim otrokom. Ne kaj morajo otroci delati, ampak kaj moram jaz narediti, da bom dober oče svojim odraščajočim otrokom. Ne? In takrat sem odkril, da seveda ena zadeva je zagotovo tukaj noter, da moram več zaupati, da moram odpreti prostor, da se bomo več pogovarjali, pa tudi, da jim moram dati več fizičnega časa, oziroma dajati fizičen čas, da če bodo želeli, da bodo lahko tudi in so take lepe zgodbe iz tega naslova. Ja. Kaj pa to vprašanje, kaj moram jaz narediti? A je prav, da si ga postavimo večkrat v življenju v različnih situacijah? Ker ponavadi je samoumevno, da bo nekdo drug naredil za nas. Pa naj bo to prvi korak, pa naj bo to opravičilo, pa naj bo to en drugačen pogled. Se pravi, a je to mogoče tudi vaš napotek, vprašanje? Meni se zdi to ključno vprašanje. Da se vedno znova zastavljam to vprašanje, kaj je moja odgovornost v tej situaciji tukaj noter. Recimo, kaj pa se jaz veliko predavamo torej delavnice o konfliktu, reševanju konfliktov in tako naprej. Ne? A veste, recimo, to je najbolj tak emblematični primer, ko pridemo mi v konfliktno situacijo, mi točno vemo, kaj mora drug narediti v tej konfliktni situaciji, da bo zadeva jasna. Ne? Ampak do konflikta pa pridemo, oziroma do rešitve konflikta pa pridemo šele, ko se vsak vpraša, kaj je moja odgovornost, kaj moram jaz narediti za to, da se bo ta situacija tukaj noter rešila potem konfliktna. Ne? Kar pomeni, da to je, da se mi zdi v smislu odgovornosti, ki jo imamo do svojega življenja, da je to
ključno vprašanje, ki si ga je treba vse skozi zastavljati. Če se ozreva še nekoliko k pravzaprav temi, ki sva jo že odprla, kako smiselno je se ozirati nazaj na svojo prehojeno pot in narediti bilanco v življenju ter se spraševati o smislu, morda za konec. Se je smiselno, kolikor se je pač smiselno. Ker mnogi ljudje ostanejo v bistvu ujetniki svoje lastne preteklosti. Sej, lahko so se zgodile težke stvari, po krivdi drugih, z odgovornostjo drugih, lahko smo sami tudi delali kakšne napake, ampak to so stvari, ki so pač ostale tam v preteklosti. Pomembno se je o njih pogovoriti, pomembno se je zauzeti neko stališče do njih, ampak pomembno je po nekem trenutku, a veste, tudi prerezati ampak to. Ampak stare zamere nevidno. so ponavadi trd oreh. Ponavadi so trd oreh, ne? Ampak jaz včasih tako rečem, a veste, da nekateri ljudje, zdaj se ne bova obračala tukaj na stolu, a ne? Ampak če si predstavljava, da je to sedanji trenutek, nekateri ljudje se obrnejo na stolu tako in gledajo vse skozi v svojo preteklost. Iščejo krivce, iščejo zamere, iščejo ne vem kaj vse skupaj. Ampak kaj se to zgodi v tistem trenutku? Da sem jaz v bistvu obrnen s hrbtom proti svoji preteklosti, življenje teče pa tja v ono smer. Ne? Kar pomeni, da ja, so bile neke stvari, ampak neke stvari v nekem trenutku zelo pomembno pustiti tam, kjer so bile. Ne? Vse so nas zaznamovale in pa vedeti to, kar pravimo, ja, če je treba tudi terapevtsko se pogovarjati, razdelati, sploh če so bili kakšne hujše stvari, seveda, vse to je potrebno narediti. Ampak življenje se pa dogaja tukaj in sedaj, kar pomeni tukaj in sedaj imam pa jaz neko možnost, da sprejmem neko odločitev, ne glede na to, kar se je zgodilo, ali pa ravno zaradi vseh tistih stvari. Ne vem, enkrat je na terapiji bil nek gospod, ki je imel res zelo težko izkušnjo življenja. Skratka, alkohol je bil v družini, oče je bil nasilen in ta gospod pri 40 letih in nekaj je bil nekaj zataknjen. Ne? Malo je popival, hodil sicer v službo, družina mu je razpadla in on mi je vse skozi govoril, ne, ja, pa veste, kakšno zgodovino sem imel, pa veste, vem, kje je zdaj vaš oče? Ja, je že 8 let mrtev. Aha. Si ga, gospod, poslušajte, jaz vem, da je vse tisto bilo, kar ste mi pripovedovali. In da ga je zaznamovalo. In vas je zaznamovalo. Ampak kaj ima pa zdaj danes vaš oče veze s tem, a boste vi naročili 4. pivo, ali ga ne boste? Razumete? Jaz vem, da ste imeli vi to težko izkušnjo, ampak vi imate pa danes neko možnost, da naredite nekaj drugače. To pa je vaša odgovornost in vaša odločitev. Vidite, in logoterapija vedno vrača nazaj k nam to žogico odgovornosti. Ne? To vprašanje, ki ste rekli, ja, kaj je moja naloga v tem trenutku mojega življenja? Nasvet najboljši, ki ste ga dali svojim otrokom? Naj živijo svoje življenje, ne vem, verjetno to. Naj živijo svoje življenje, naj bodo drzni. In sem hvaležen življenju, njim, da jim zaenkrat gre, no. To je dar. Učite nas tudi živeti v ravnovesju, pa morda samo stavek ali dva, na kaj biti tu pozoren, da bi nam to uspevalo? Biti čuječ predvsem in pa biti pozoren na vse tisto, kar zaznavamo, da v našem življenju ni okej, ali pa da se lahko razvije v nekaj, kar nam to življenje oziroma to ravnovesje poruši, ne takih stvari pometati pod preprogo. Ker si mislimo, soočati se, pač, vidite, to je tudi tisto, ne, aktivno biti v odnosu do svojega življenja, tudi do nekih stvari, ki jih zaznavamo, da so lahko zahtevne. Ne čakati na boljše čase, ampak narediti nekaj. Ustvarjati boljše čase, tukaj in sedaj. Tukaj in sedaj. Kaj vas je življenje naučilo? To je vprašanje, ki ga postavim vsakemu gostu. Življenje me je naučilo, ja, veliko me je življenje naučilo. Naučilo me je predvsem tega, da je življenje zelo drugačno od tistega, kar sem si nekoč predstavljal
in da bolj kot živeti od nekih predstav, da je bolj pomembno sprejemati tisto, kar prihaja na pot življenja, se odločati v trenutkih vsakdanjosti za tisto, kar prepoznavam dobro, in pa predvsem, da je pod črto najpomembnejše ohranjati neko veselje do življenja, vsemu navkljub vnašati neko svetlobo v svoje življenje in pa seveda tudi v življenje ljudi, za katere sem hvaležen, da mi jih pač življenje prinaša na mojo pot. In pravzaprav, veste, ljudi, s katerimi se srečujem, ti so moji učitelji, ti so me naučili vse to, kar danes sem in kar danes z veseljem tudi upravljam kot svoje življenjsko poslanstvo. Kot logoterapeut, kot predsednik društva Logos, kot mislim, da ustanovitelj Inštituta Stopinje, želite predvsem širiti ljubezen do življenja. Tako, in pa veselje do življenja. Nek ta zdrav življenjski optimizem. To pomeni optimizem, ki ni naiven, ampak optimizem, ki je neka bivanska naravnanost. Skratka, v vsaki situaciji lahko prepoznamo smisel, lahko prepoznamo nekaj svetlega, lahko najdemo neko moč za naprej. V kolikšni meri smo kreatorji svojega življenja? Včasih bolj, včasih manj, ampak vedno pa imamo tisto drobno polje svobode, lahko še tako majhno. Skratka, vedno lahko zavzamemo odnos do situacije, v kateri se znajdemo tudi v težkih trenutkih. Ampak odločitev je pa ključ do lepšega življenja. Tako je. Magister Martin Lises, hvala, ker ste prišli. Hvala za povabilo. Upam, da ste se dobro počutili. Zelo dobro sem se počutil v vaši družbi in tudi vam želim res krasno nadaljevanje teh zgodb. Zagotovo z njimi plemenitite in navdihujete življenje mnogih ljudi. Tudi z vašo pomočjo in zato še enkrat hvala za to. Hvala pa tudi vam, ker ste bili tudi tokrat v naši družbi. Mahamo in kličemo kmalu. Nasvidenje.